Kako uživati semena, da bomo imeli od njih največ koristi? To nam bo danes povedala Sanja Lončar, ki je tudi avtorica knjige Kako ohraniti možgane, v kateri lahko dobite veliko informacij tudi o semenih. Ko razmišljamo, kako čim več obnoviti energijo, kako zamašiti luknje v možganih, kako preprečiti vnetja, škripanje v sklepih, ne moremo mimo semen. Narava nam je res podarila ogromno dobrega v semenih, vendar pod pogojem, da jih znamo pravilno uporabiti. Semena, ki so zelo bogata z omega-3 maščobami, za te pa vemo, da so najboljše za naše živčne ovojnice pa za protivnetno delovanje, žal niso termostabilna. Torej, bomo naredili veliko napako, če ta semena pregrevamo. Torej, kruh posut z lanenimi semeni ni dobra izbira. Enako velja za čio pa za konopljina semena. Ta semena je najboljše uporabiti sveža, oziroma, če hočemo zares dobiti največ od njih, potem jih lahko malo pretentamo, da se še bolj odprejo in nam ponudijo svoje zaklade na način, da jih namočimo. S tem pridemo do zdravilnih sluzi, lažje jih prebavljamo. Poglejmo, recimo, čija semena so resnično zakladnica rudnin, ampak ne, če jih uživamo suha. Ko jih bomo v neki mediji namočili, potem od njih res dobimo vse, kar telo potrebuje. Imamo tudi semena, ki pogojno prenesejo toploto. Torej, bučna in sončnična semena nekje do 80 stopinj ne izgubijo svoje lastnosti oziroma maščobe v njih ne postanejo transmaščobne, kar pomeni, tudi tle je boljše, da ta semena zapakiramo znotraj. Torej, tudi ko kupite kakšno mešanico za kruh, je dobro, da to udelamo v testo. Po površini pa lahko damo kakšno sončnico in bučnico, ampak naj bo večina notri. Na srečo imamo tudi semena, ki toploto boljše prenesejo in za gurmanske užitke jih je lažje uporabiti. Črna kumina, sezam, posebej neoluščen sezam, je toplotno res taka bolj trpežen, zaradi tega ga je odlično uporabiti za kakšne polpete ali tudi za posip pri kakšnih pecivih, pri sinih. Črna kumina, posebej, če ne veste, kaj bi z njo, lahko jo nekaj udelamo noter, v recimo polpete, gresine, peciva, lahko pa jo damo tudi po vrhu, ko nekaj popečemo. Poglejmo, kako 1, 2, 3 naredimo čudovite in zdravilne sladice. Zagotovo doma imate kakšno bolj redko marmelado, gosti sok, lahko tudi kakšen kompot. Če v njega damo recimo na 3 deci pa pol, kakšnih 4 do 5 žlic čija semen, vse, kar najlažje jih je tako spraviti noter, vse, kar rabimo narediti, je, da to premešamo in pustimo stati nekaj ur ali čez noč. Vse skupaj imate 10 sekund dela. In poglejmo, kaj se zgodi po nekaj urah. Naša čija semena so se napila, postala veliko bolj hranilna in če malo tega, recimo tle je konkretno moj slivov sok s hruškami, lahko bi bilo tudi karkoli drugega, posebej, če se vam kaj ni posrečilo, pa ni uporabno za marmelado. Če to zmešamo z malo recimo grškega jogurta, ali sojinega, ali kokosovega, ali ovsenega, imamo v štartu odličen zajtrk. Če pa malo lepše aranžiramo in posujemo sadjem, pa verjemite mi tudi čudovito sladico.
Semena so preprosta, močna in čudovita hrana, ki nas bo podprla v vseh naših načrtih, le po pameti jih pripravljajte.